Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, najprej en prisrčen pozdrav v tem razmeroma hladnem, ampak prav prijetnem večeru. Zelo me veseli, da smo se zbrali vsi skupaj za ta prihajajoč zanimiv dogodek v kar velikem številu. Lepo vas pozdravljam v imenu organizatorjev tega dogodka, in sicer Mariborske knjižnice in fakultete Alma Mater Europaea, fakultete za humanistični študij. Moje ime je Gašper Pirc in sem glavni urednik založbe AMEU ISH, ampak ne bom stopil na ta oder, ker danes ni priložnost, niti ni mesto zame. Čeprav sem ponosen, da sem tudi urednik knjige, o kateri bomo govorili, vseeno mislim, da je edina oseba, ki si danes res zasluži pozornost ob moderatorju Ignacu Naverniku, asistentu in kolegu iz AMEU ISH, seveda profesorica Cirila Toplak, ki bo predstavila to zares zanimivo delo, ki je izšlo lansko leto in ki ga danes tudi po promocijski ceni ponujamo ob koncu v omejenih količinah za tiste, ki vas zanima, ampak o tem kaj kasneje. Še enkrat lep pozdrav v mojem imenu in prepuščam besedo naši gosti in moderatorju in verjamem, da bomo imeli en izjemno zanimiv pogovor pred sabo. Hvala lepa. Najprej dober večer vsem skupaj v mojem imenu in pa seveda še iz moje strani pozdrav naši ugledni profesorici in z veseljem si jo lastimo tudi na AMEU ISH in kolegici Cirili Toplak. Glede na to, da živiš zdaj na Primorskem, si imela že danes dolgo pot za sabo, tako da upam, da je bila vsaj mičkeno prijetna. Tudi jaz najprej en res lep dober večer vsem, ki ste prišli zaradi vsebine moje knjige, morda tudi kdo malo zaradi mene. In sem res vesela, da je ta knjiga ugledala luč sveta in da se danes o njej tukaj pogovarjamo. Na en tak lep zimski dan, ko ta dolga vožnja z drugega konca Slovenije niti ni bila tako zelo mučna. Ni bila mučna, super. Mogoče najprej par besed o tebi. Dogovorila sva se, da se v navadi naravovercev tikava in tudi sicer kot kolega, zato da ne boste se spraševali, zakaj je temu tako. Morda najprej začnem s tem, da nekako diapazon današnjega večera. Najprej bova midva začela načela, par vprašanj, par izhodišč, nato pa bova povabila tudi občinstvo, da še mogoče samo doda k temu mozaiku pogovora svoje vprašanja, mogoče svoje pomisleke, svoje izhodišča. Mogoče pa še res nekaj biografskih notic o tebi. Rojena si v Mariboru, tukaj odraščala, nato študirala v Združenih državah Amerike, kjer si pridobila magisterij iz humanističnih znanosti, nato pa si na Sorboni, ugledni univerzi, dosegla doktorat iz področja zgodovine in mednarodnih odnosov. Od leta 2001 predavaš na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, ki je tvoja matična fakulteta, seveda pa rada sodeluješ tudi z drugimi visokošolskimi ustanovami, tako doma kot po svetu, in ena izmed teh je, lahko smo kot še enkrat v ponos štejemo, tudi Alma Mater Europaea, Inštitut za humanistične študije. Med drugim, takrat sem te tudi prvič srečal kot študent prvega letnika na metodologiji raziskovanja. In mogoče tako res čisto tako za zanimivost, prvič spoznal nekatere pristope, ki so bili zame popolna novost, odkritje v raziskovanju, mogoče predvsem filozofija kvantnega polja. Naprimer, to me je popolnoma preselilo v neke druge sfere. Pa morda začniva tukaj z prvim vprašanjem. Kaj te je kot uveljavljeno dejansko doma in tudi mednarodno raziskovalko prevzelo, da si se odločila naprimer za tako neko
korenito, globinsko potezo, da kupiš naprimer kmetijo sredi nekje zahodne Slovenije, daleč od vsega, ne. Raziskovalci smo ponavadi radi nekaj blizu knjižnic, pa letos, mislim, zdaj smo povsem odvisni od nekih internetnih povezav. Kje sta se križali poti Cirile Toplak in naravoverstva? Ja, leta 2016 sem po naključju dobila v roke knjigo Pavla Medveška Klančarja Iz nevidne strani neba, Razkrite skrivnosti staroverstva. In ta knjiga mi je že po nekaj straneh razkrila, če malo parafraziram Shakespearjevega Hamleta, da so še druge reči tam zunaj, na nebu in zemlji. In moje poglabljanje v to etnografsko gradivo je vodilo k srečanju z Pavlom Medveščkom, k intenzivnemu raziskovalnemu sodelovanju z njim in k zavedanju, to pa se nanaša tudi na to, kar si prej povedal v zvezi z najinim prvim srečanjem, k zavedanju, da je za tako kompleksno in izrazito interdisciplinarno tematiko, kot je primorsko naravoverstvo, potrebno seveda uporabiti tudi veliko različnih raziskovalnih pristopov. In eden izmed njih, zaradi zgodovinskosti te skupnosti, ki nam ni več fizično dostopna, in zaradi specifične izrazite lokalnosti te kulture, ki je naravoverstvo, je v tem primeru torej prišel v poštev tudi raziskovalni pristop tako imenovane radikalne participacije ali pa tudi radikalnega vživljanja v raziskovalno materijo. Tako da sem se, ker sem se lahko, odločila, da bom živela svoje raziskovanje in sem se preselila, kot rečeno, v naravoversko deželo, v severozahodno Slovenijo, na povsem izolirano, samotno gorsko kmetijo, kjer so brez dvoma nekoč živeli naravoverci. Zato, da bi seveda ne postala naravoverka, to ni mogoče, niti bi ne bilo etično, da bi danes kdo se razglašal za naravoverca, ki jih več ni. Najbrž je bil zadnji še živi naravoverec Pavel Medvešček, ki je žal preminil leta 2020. Ne, preselila sem se zato, da bi izkusila način življenja, ki je porodil naravoversko kulturo. Tako da sem se preselila ne samo v geografskem, ampak tudi v časovnem smislu, v bivanjske razmere in v udobje, ali bolje rečeno neudobje, v katerem so ljudje standardno živeli 50-70 let nazaj, zato da bi je doživela ta intenziven stik in to soodvisnost z naravo, ki je nikoli nikdar ne bi mogla razumeti iz svojega sterilnega kabineta v Ljubljani. Se mi zdi tako lepo v knjigi omeniš, če hočeš imeti kačo za domačo žival, jo moraš doživeti, najbrž si jo ne bi, ko sama prileze iz kake luknje, umislili tako, mogoče v akvariju, Morda kdo ima kačo za domačo žival, zakaj pa ne, je znano. Jaz si je res ne bi izbrala. Sobivam pa z njimi. Sicer se zelo redko srečamo, gre za gože, ki so povsem nevarne, nestrupene kače, ki so tudi zelo koristne, ker odganjajo strupene kače. In naravoverci, ki so sami sebe imenovali tudi kačarji, zato ker so kače imele tako pomembno vlogo v njihovi kulturi in v njihovih verovanjih, so lajšali kačam dostop v svoje domove, tako da so znižali pragove recimo in jih nikoli niso preganjali, če je kakšna kača zašla v hišo. Tako da, ko jaz v shrambi najdem 1,5 metra dolg lev in vem, da je 1,5 metra dolg goš gostoval vsaj začasno v mojem domu, mislim, da
je bilo malo srhljivo samo prvič. Zdaj pa imam že lepo zbirko teh levov. Pred tem srečanjem z naravoverstvom si se vendarle posvetila vprašanjem, svojim osnovnim vprašanjem političnih znanosti, ne? Raziskovala si nekatera vprašanja, rečemo temu z mejnih področij, tudi ne, če samo nekaj naslovov, naprimer omenim iz naslovov člankov, naprimer globoko državljanstvo v kontekstu antispecizma, transnacionalizem in transnacionalnost, društveni aktivizem za dobrobit živali v Sloveniji, naprimer umetniške prakse v revolucionarnih procesih. In če takole pogledam tvoj katalog, mislim zapis v Cobisu, nekako če narediva lok od politologije, bi rekel, preko zdravja, si se nek trenutek se mi je zdelo posvetila takim zelo potem ekološkim temam in potem naravoverstvo je zdaj nekako se izpeljalo. Tole zdravje je bolj naključno, ker sem nekaj časa sodelovala z Inštitutom za zgodovino medicine, še preden sem se zaposlila na Fakulteti za družbene vede. Sicer pa ostajam politologinja, zato ker so naravoverci zagotovo bili tudi politična skupnost. Politizirali so svoj prostor, krajino, v kateri so živeli, ne, tako tudi Hannah Arendt recimo definira politično skupnost. Svoj prostor so politizirali tako, da so mu vtisnili tako neizbrisen pečat, da tudi danes, ko jih fizično več ni, je to še zmeraj naravoverska dežela. In to se izkazuje skozi toponime, skozi njihova svetišča, ki so ostala v naravi in za katere vemo, skozi kamne, matjarje, ki so jih postavljali kot mejnike za svoje obrede, za elemente svoje kulture. In bili so odlično politično organizirani. Jaz bi rekla po mojem raziskovanju doslej, da izhajajo na vsak način tudi iz politične tradicije naše skupnosti, kogarkoli zdaj bomo tukaj šteli pod naše, slovanske, slovenske, v tem smislu, da jim je bilo tudi zaradi njihovih bivanjskih razmer najbližje, najbolj uporabno, najbolj učinkovito, izrazito lokalno samoupravljanje. Tako da je bila ta kar številčna skupnost, recimo, da do prve svetovne vojne je zagotovo štela na severnem Primorskem nekaj tisoč ljudi. Ta skupnost je bila razdeljena na majhne lokalne enote, imenovane hoste, in hosta je ustrezala eni majhni občini. Hosto je vodil Dehnar, ki je bil tako religiozni kot posvetni voditelj, se pravi, je to bila ena taka mini teokracija. In Dehnar je bil zmeraj, to je pa zdaj ta velikanski razkorak za našo politično realnostjo, najsposobnejši človek v skupnosti. Dehnar, ko je nastopil svoj dosmrtni mandat, je imel za svojo prvo nalogo, da izbere svojega naslednika. In ta uk je lahko trajal tudi 20 in več let. Znotraj te majhne hoste, v kateri je bilo morda nekaj ducatov fantov, je počasi z negativno selekcijo prišel do tistih treh, ki so bili najsposobnejši, najbolj verni, najboljši komunikatorji, najzanesljivejši, najbolj načelni in je potem izmed teh treh najboljših izbral tistega, ki ga bo nasledil, ko bo on sam preminil. In dva, ki sta nekako ostala na suhem, potem ko sta prišla že tako daleč v tem izboru, seveda nista postala opozicija, ki bi bojkotirala Dehnarjevo delovanje, ampak sta postala njegova zaprisežena, torej njegova najbližja sodelavca, z katerima se je posvetoval o svojih odločitvah, ki jih je pa zmeraj na koncu sam sprejel in zanje tudi popolnoma sprejel odgovornost. Dehnarji so po izročilu, ki ga je izbral Pavel Medvešček, v vseh hostah uživali nesporno avtoriteto in ugled, tako da je očitno ta meritokratski pristop deloval in so res
skupnost, ki je tako težko preživela zaradi pregona kristjanov, ohranjali med drugim pri življenju tudi ti res sposobni voditelji, ki pa so bili popolnoma prikriti. Zunaj skupnosti se res ni smelo vedeti, kdo je Dehnar, ker bi ga zagotovo ubili. In Dehnar je razpolagal tudi, še en element politične skupnosti, z represivnim aparatom. To je zdaj sicer zelo velika beseda za to, kar je bilo, ampak dejansko je to bilo. V vsaki hosti je Dehnar izbral 3 mlade, neporočene, močne, sposobne in seveda zelo dane mladeniče, ki so ubogali samo njegove ukaze in ki so v primeru, da je prišlo do napada na katerega od pripadnikov ali pripadnic skupnosti strani kristjanov, ali pa da je kdo od pripadnikov skupnosti zavil iz prave etične poti, ker naravoverci seveda niso bili svetniki, tudi med njimi so se našli bolj ali manj slabi, dobri, tako kot prav povsod. In ti 3 Dehnarjevi policisti, sodniki, eksekutorji, preiskovalci, vse v enem, so se imenovali Črna vahta. Črna vahta je torej zagotavljala javni red in mir, čeprav je bil zelo skriven, ne, ni bil javen. Ampak Črna vahta je po moje drugi razlog, zakaj je ta skupnost lahko tako dolgo preživela, kljub vsem tem nesrečnim okoliščinam, ki bi prej pričakovali, da bo že zdavnaj izginila. Izginila pa je dokončno s Pavlom Medveščkom, sicer pa šele sredi 20. stoletja, ko so od nje ostali samo še tako imenovani strici, neporočeni, stari, revni, pogosto tudi precej zapiti pripadniki skupnosti, ki niso več imeli nikogar, ki bi mu predali izročilo. In tukaj stopi mladi, zelo komunikativni in zaupanja vredni Pavel Medvešček, ki je obhodil celotno Posočje, pa tudi Kras, Čičarijo, skratka vso zahodno Slovenijo, peš ali z mopedom, ker ga je Zavod za kulturno dediščino, takrat še spomeniško varstvo, domačini so tako malo hudomušno rekli spominsko varstvo, ga je pošiljal naokrog kot kot diplomiranega grafika in spretnega risarja, da je posnemal stanje ruralne arhitekture. In je torej zašel na še tako odročne kmetije, da je risal skice, kako so ljudje včasih gradili, potem pa so mu stari ljudje začeli pripovedovati neke čudne zgodbe, in jim je prisluhnil in jih je zapisoval. Z veliko težavo si je pridobil njihovo zaupanje, ampak v tistem času, to so 50., 60. prejšnjega stoletja, je bilo naravoverstvo v nevarnosti, da gre, tako kot se je izrazil Pavlov glavni informator in prijatelj Janez Strgar, kot plaz v Sočo. Se pravi, da ne bo nobenih sledov ostalo, da je ta skupnost kdaj obstajala in kako dolgo je obstajala. In Janez Strgar se je potem odločil, da bo Pavlu Medveščku povedal, kdo so, zakaj so in kakšni so. Dejansko so primorski naravoverci spregovorili, kar tudi sama jasno poveš in kar tudi Pavel Medvešček nikoli ni osebno zanikal, ne, skozi njegove besede. Ne. To ne gre za nek, rečemo, sodoben posnetek nekega etnologa, ki bi hodil po terenu in tam zbiral izjave še živečih naravovercev, pač pa so dejansko glas dobili samo preko Pavla Medveščka. In on je bil, kot se že prej omenila, najbrž tudi en izmed zadnjih naravovercev, vsekakor zadnji, za katerega vemo, da je bil sprejet med njih, ne, celo ime so mu dodelili. Ja. Zaradi te skrivnosti, ki je tretji razlog, zakaj je naravoverska skupnost lahko tako dolgo preživela,
zelo težko zares vemo, kdo so bili ti ljudje, zato ker so se Pavlu Medveščku razkrivali z svojimi skupnostnimi imeni. In Pavlu so recimo nadeli ime Brint in tudi sami so imeli še ta dodatna, ne, bi lahko rekli po analogiji, partizanska imena, katerih namen je bil seveda, da bi čim učinkoviteje prikrivali, da je med njimi še neka druga vez, kot da so samo sosedje ali so vaščani. Tako da je seveda bil Pavel potem tisti, ki so se mu odločili zaupati in ki je zapisal vse to gradivo, vse te pogovore z njimi, to morje informacij, ki je na srečo ostalo zaradi tega, ker je on to tako vestno zapisal in hranil. Obenem pa so ga ob sprejetju v skupnost primorali, da je prisegel, da bo molčal, da bo tudi on vse to prikril do leta 2007. Rekli so mu, ko se bo Luna obrnila z krajcema navzdol, takrat boš lahko povedal, ker nihče med nami več ne bo živ in ne bo več strahu pred posledicami. Ker če tudi je obdobje, v katerem je Pavel Medvešček nabiral to etnografsko gradivo, obdobje, v katerem so bili naravoverci še najbolj svobodni, torej to je čas socialistične Jugoslavije, zato ker v tem času katoliška cerkev je del civilne družbe in nima tako velike moči, čeprav na podeželju marsikje še naprej, pa vendarle niso bili varni, prav zaradi tega. Tako da so želeli, da jih smrt zavaruje. In Pavlu se je seveda sprva zdelo nesmiselno, kaj je s to Luno z krajcema navzdol. Gre za en nebesni pojav, ki se je dejansko zgodil leta 2007. Za naravoverce je ta Luna zmeraj predstavljala eno katastrofo, en zelo slab čas. Leta 2007 je prišel na trg prvi pametni telefon. Ampak, ne, šalo na stran, Pavel je bil torej edini, ki mu je bilo zaupano vse to vedenje in to je seveda zdaj postalo neke vrste znanstven problem. Zato, ker ni bilo tega, čemur rečemo v znanstvenem raziskovanju koroboracija. Se pravi, ni bilo drugih virov, ki bi potrjevali verodostojnost tega vira, tako da se je, ko je izšla knjiga Iz nevidne strani neba, takoj dvignila etnografska stroka, da je to v bistvu literatura. Da je to nekaj, kar je Pavel Medvešček pač tako spesnil, po domače rečeno. Jaz sem pa se odločila, da bom res temeljito raziskala, ali ni vendarle mogoče koroborirati tega vira. In sem na koncu koncev našla številne potrditve za verodostojnost Medveščkovih zapisov tudi v zunanjih virih, v ironično nepričakovanih virih, župnijskih kronikah recimo, kjer so se župniki, ki so imeli čas pisati take kronike, velikokrat pritoževali na zdaj mojem koncu, kako slabi kristjani so v župniji, kako dvakrat na leto samo pridejo k maši, kako noben noče kapele zgraditi v tisti dolini, kako nič denarja ne prispevajo za župnika in za cerkev in tako naprej. Tako da to so take posredne potrditve, ne? In to ne v srednjem veku. Leta 1911 v župnijski kroniki Svete Lucije, zdaj Most na Soči, župnik napiše, vernost tega prebivalstva pa kar nič ne napreduje. Tako da smo že v 20. stoletju, ne? In lahko iz tega zaznamka sklepamo kar precej o tem stanju. Tako da mislim, da so danes ti dvomi v verodostojnost Medveščkovega gradiva že precej
utišani, ker nisem samo jaz tista, ki sem poskusila dokazati drugače, ampak tudi drugi zelo ugledni člani slovenske znanstvene skupnosti, recimo trojni doktor Andrej Pleterski, etnologinja in antropologinja Katja Hrobart-Virlože in tako naprej. Zame je bilo pomembno pa še nekaj drugega, do česar ti Pavlovi kritiki, pa tudi zagovorniki niso imeli dostopa, in to je bil Pavel. Pavel, z katerim sem tista kratka 4 leta, kolikor nama je bilo dano sodelovati in prijateljevati, imela res veliko stikov, veliko komunikacije, v kateri skozi te brezštevilne pogovore, številni so tudi posneti, nikoli, nikdar nisem zaznala niti najmanjše nekoherence v informacijah, ki jih je bil pripravljen deliti z menoj. Da ne govorim o tem, kako dostojanstven in pošten in načelen človek se mi je dal spoznati v tem času. Človek, katerega beseda je zame in tudi nasploh nekaj veljala, ampak vrednost tega je seveda treba videti iz strani naravovercev, zato ker v odsotnosti pisnih virov samo dehnarji so kaj zapisovali in jaz še zmeraj iščem dehnarske zapiske in jih bom našla. So bili naravoverci možje beseda in je beseda veljala več kot za nas podpisana pogodba danes, ki jo hitro kakšen odvetnik raztrga, dobesedno ali preneseno. Tako da je tudi Pavel Medvešček bil zame brez dvoma mož beseda in sem zato bila pripravljena še zmeraj sem zastavljati svojo akademsko integriteto zanj in za njegovo delo, ki je žal spregledano glede pomembnosti. Ker naravoverci seveda niso živeli samo v Posočju. Zagotovo je prav ta naravoverska skupnost, ki jo jaz raziskovalno obravnavam, bivala tudi na drugi strani državne meje v Italiji, približno v takšnem teritorialnem obsegu, kot je slovenska manjšina na drugi strani meje. Glede na elemente te narave kulture, to je ena beseda v antropologiji za tiste skupnosti, ki so neločljive od naravnih danosti, znotraj katerih so razvile svojo kulturo. Glede na elemente te narave kulture pa me čaka v prihodnjih letih primerjalno raziskovanje v alpskem prostoru, zato ker je pričakovati, da so se takšne usedline preteklosti ohranile v podobno izoliranih, nedostopnih prostorih z naravnimi specifikami, ki so značilne že za to predalpsko pogorje, ki je Posočje in potem seveda Alpe. Tako da mislim, da so kolegi drugje že, pa tudi jaz še bom našla sledi naravoverstva v Avstriji, v Italiji, vse tam do francoskih Alp. Lahko tudi druge in mlade raziskovalce povabimo, da začnejo, da se ti sledijo na poti? Zagotovo. Ta odločitev za mladega raziskovalca ali raziskovalko ni lahka, zato ker raziskovanje tovrstnih mejnih tem, tudi z mejnimi raziskovalnimi pristopi, ima seveda določene posledice za konvencionalne akademske kariere. In moja sreča tukaj je bila, da tisto, kar pač je kariera v akademiji v Sloveniji, je bilo že za menoj, ko sem začela raziskovati naravoverstvo. Bila bi pa res vesela in hvaležna, ukolikor bi se mi pridružil pri tem delu še kdo izmed mlajših kolegic in kolegov. Glede na dejansko na te svoje izkušnje, uveljavljene raziskovalke, pa poznavanje akademskega prostora,
to nekako, kaj pa se vem, izmikanje, naprimer knjigi iz Nevidne strani neba, se strani uveljavljene srednje, če rečemo temu, bilo skoraj pričakovano. To je dejansko bolj tvoje mnenje. Res ne bi smelo nikogar presenetiti, zato ker naravoverstvo vseeno prinaša dela ene razpoke v uveljavljene teorije o etnogenezi slovenstva, o kulturnem amalgamu, ki je naša družba, kateri kulturni vplivi in kdaj in kako so ga sooblikovali. In številni so zgradili svoje kariere na teh teorijah, ki bi se utegnile morda ne zamajati, ampak ki bi potrebovali neko revizijo zaradi tega odkritja. Drug problem, ki je ravno tako nepresenetljiv, je seveda dejstvo, da Pavel Medvešček ni bil znanstvenik, ni bil profesionalni etnograf, antropolog, ampak rečemo temu ljubiteljski zbiralec in zapisovalec. In seveda je zaradi tega, pa ne samo zaradi tega, umanjkala tista znanstvena metoda, ki daje težo in kredibilnost tovrstnemu materialu. Ampak Pavel Medvešček je takoj, ko je mogel, torej 50 let nazaj, stopil v stik s stroko in prosil za pomoč in razložil, kaj je našel in vprašal, kaj naj naredi. In najdobrohotnejši nasvet, ki ga je dobil, je bil, naj gre študirati etnologijo v Ljubljano in da bo že pol videl, ne. In povedal mi je v enem od najinih pogovorov, da bi to pomenilo, da bi izgubil stik s svojimi informatorji, da bi se oddaljil od njih za tako dolgo obdobje, do vprašanja, če bi se jim lahko še približal, ko bi prišel nazaj, poleg seveda drugih tudi zasebnih razlogov, ki jih je imel, da se za ta študij ni odločil. Tako da to razkritje leta 2015 iz Nevidne strani neba vendarle ni tako zelo kot strela z jasnega, ne. In recimo, mene je zanimalo, kaj so pa etnologi raziskovali v času, ko je Pavel prišel v stik z naravoverci. Po Posočju so takrat hodile ene skupine, ki so jih imenovali Orlove skupine, po Borisu Orlu, zelo priznanem slovenskem etnologu, ki so zapisovali dediščino. In lahko, da so tako Pavel kot tile Orlovi v iste hiše vstopali, ampak velika razlika je bila v tem, kaj so Pavlu povedali, kaj so pa njim povedali. En konkreten primer vam bom povedala, ki sem ga tudi sama našla in je na nek način posredna potrditev verodostojnosti Pavlovih zapisov. Pavlo je eden izmed njegovih pričevalcev povedal, da so naravoverci, ki so bili animisti, se pravi, so verjeli, da je vse živo in da so živi še zmeraj tudi njihovi preminuli predniki, ki ostajajo z njimi in jih čuvajo, naravoverci pa jih seveda spoštujejo in jim izkazujejo to spoštovanje tako, da so nad mizo v hiši, torej v glavni sobi, na kmetiji, kjer so jedli, da so imeli obešenega lesenega goloba. In eden izmed teh etnologov Orlovih skupin, pa mislim, da ne samo eden, saj sem pol še več teh zapisov našla, tudi tako mimogrede napiše, ja, sem bil v tej pa tej hiši, joj, kakšna revščina, pa ne, ljudje zelo skopi z informacijami, pa nekega svetega duha so imeli tam obešenega, ne, nad mizo. In to je bila tudi Pavlova asociacija, ko je prvič izvedel za to, pa mu je njegov sogovornik rekel, da kakšen sveti duh, to je zduhn, ki pooseblja vse naše prednike, ki nas čuvajo in sobivajo z nami, zato morajo viseti tam nad mizo, da so vključeni v našo družinsko življenje. Tako da so torej etnologi takrat tudi zbirali gradivo,
ker je bila naravoverska skupnost tako prikrita, pa si niso očitno pridobili zaupanja, da bi to izvedeli. Recimo Etnografski muzej ima na spletni strani objavljen en kratki filmček z naslovom Zadnji vrač na Pohorju iz 1960-ih. In v enem zaselku v bližini Vitanja vidimo posnet, tak črno-beli čist kratki filmček in tak zelo tenek, suh mož z brki, ki zamahuje z enim loncem in zarekuje dež. To je razlaga tega videa. In to je tudi posnela skupina pod vodstvom zelo ugledne etnologinje Marije Makarovič, ki je zapustila Etnografskemu muzeju množico svojih zapisov, zvezkov, v katere je sproti zapisovala svoje raziskovanja. Marija Makarovič je bila tudi v hiši tega Zadnjega vrača na Pohorju, ampak njena specializacija pri raziskovanju je bila oblačilna kultura. Tako da ona je zelo vestno popisala, kako so bili oblečeni v tej hiši skupaj z tem vračem. Medtem ko ta drugi del, ki je takoj pritegnil mojo pozornost, očitno njene ni. In vse to botruje tem dvomom in skepsi v zvezi z naravoverstvom. To je dejansko, kakor smo po eni strani prepričani, da nas znanje potiska naprej, da nam odpira nove horizonte, nas obenem tudi, nam jih tudi oža. Ravno vse novo ali pa tisto, kar vidimo, raziskujemo iz tega, kar vemo ali pa kar smo se naučili. To je odlična iztočnica nacije, zato ker zahodna znanost se predstavlja kot univerzalno, kot edino pravo, ampak dejansko obstajajo še alternativne produkcije znanja. In naravoverska produkcija znanja je potekala na zelo drugačen način, s drugačnimi metodami kot v naši znanosti od Descartesa in razsvetljenstva naprej, kar je edino prav in pravilno. Ta alternativna produkcija vedenja ni potrebovala laboratorijev in ponavljanja poskusov v nedogled, da ko dobimo zmeraj identične rezultate, potem pa lahko oblikujemo teorije. Ta produkcija znanja je bila bolj takšna. Nekdo se je poslavljal od tega življenja in če je le imel čas in priložnost, je poklical k sebi svojega vnuka, morda tudi vnukinjo, saj ženske niso bile zapostavljene v tej skupnosti, niso bile izpostavljene zaradi nevarnosti. In mu rekel, glej, vse življenje sem opazoval tisto zvezdo, v katero smer se je premikala, daj zdaj še ti vse življenje opazuj, pa če bo kaj drugače, povej svojemu vnuku, pa če ne bo nič drugače, tudi povej svojemu vnuku. In skozi zelo dolgo časovno obdobje se je seveda lahko akumuliralo zelo kvalitetno znanje. Zato so vedeli že leta 1956, da bo 2007 Lunin krajec dol obrnjen. In res nas vodi ta obsedenost z pravilnostjo zahodne znanosti v to, da zmeraj znova toplo vodo izumljamo. Da nismo zmožni integrirati teh alternativnih produkcij znanja, čeprav je tega znanja ogromno in je silno dragoceno, sploh nam ni treba daleč stran. Recimo že naravoverci sami skozi njihov sistem tako imenovanih tročanov. To so bile, najpreprosteje bi prevedli ta izraz kot triade. Se pravi neki elementi, ki so imeli tri zamejitvene točke, lahko so bili prostorski, lahko pa so bili tudi abstraktni. Recimo prvi tročan, v katerega je vstopil vsak naravoverec ali naravoverka, ko se je rodila, je bil oče, mati, otrok. In tročani v prostoru so povezovali gorske vrhove, podzemne jame, rečne struge v take trikotne teritorije, ki so se v točkah stikali in možno je, čeprav dokazov za to še nimamo, da je vsa ta tako imenovana naravoverska dežela bila v bistvu razdeljena na te tročane in
Naravoverci so verjeli, da so Tročani namenjeni temu, da zagotavljajo plodnost in varnost njihove skupnosti. Zdaj, lahko bi to bilo pač neka pobožna želja, ne? Ampak jaz sem začela zdaj sodelovati z geofizikom, ki je začel delati tudi poskuse, iz katerih je razvidno, da je prav mogoče, čeprav bo potrebno seveda še precej tega raziskovalnega dela, da so naravoverci imeli neko znanje o zemeljskem magnetizmu in so ga s pridom uporabljali. To pa zato, ker je njihova narava kultura se razvila na področju, kjer je recimo največja gostota strel v Evropi in ki je zelo tektonsko živahno zaradi več tektonskih plošč, ki se tukaj stikajo in prikrivajo, od tod tudi tragični pogosti potresi na severozahodu Slovenije, ampak zdi se, da so naravoverci te svoje Tročane zamejevali z kamni, ki so jih imenovali kačje glave. S posebnim obredom so jim izdobli oči, tako da so dobesedno kot varuhi gledali v ta prostor in ga varovali, ampak kaže, da so bili ti kamni namagneteni in da je prav mogoče, da so posedovali neka znanja o zemeljskem magnetizmu v povezavi z sončevimi aktivnostmi, kar bomo zdaj poskušali šele ugotoviti oziroma dokazati. To se mi zdi mogoče samo moj občutek tak, ne? Ampak ravno to, da naprimer Pavel Medvešček ni bil izmed tistih vrhunskih znanstvenikov, da je njegova integriteta mogoče zaradi tega še toliko večja. On je dal na svojo besedo, ne? In če samo pogledamo, kako smo mi specialisti, ne, zahodnjaki, za prenašanje raznih tehnik iz vzhodnih, mogoče bolj daljnih dežel Azije, naprimer hinduizem pa budizem, ne. Mi smo prinesli reinkarnacijo kot višek nekega religioznega občutka. Hinduizem se reinkarnacije izogiba kot hudič križa, če rečemo po krščansko, ne, ker gre za idejo rešiti se reinkarnacijskega kroga in doživeti, oditi v nirvano, naprimer pri budistih, ne. Mi smo pa rekli, ja, to je pa nekaj za nas, kako narobe dejansko, vedno znova narobe razumemo, prenašamo ali pa skušamo celo unovčiti nekaj, potem pa imamo jogo, ne, ki se da fajn prodati. Ja, ti zahodni prevodi teh nezahodnih kulturnih fenomenov in procesov so zgodba še za kak dolg pogovor, ampak ker si omenil reinkarnacijo, antični Kelti, tudi prisotni nekoč, ne, v tem prostoru so recimo poznali ta v osnovi pravzaprav starogrški koncept, tako da se ni prišel tako zelo daleč, ampak naravoverska koncepcija reinkarnacije je pa nekaj, kar je pravzaprav tako bolj iz osebnega, ne toliko znanstvenega stališča, eden izmed najbolj tolažilnih elementov njihove kulture, zato ker so verjeli, da seveda ne umremo, kar tudi danes kvantna fizika dokazuje, ali pa smo spet znova se spomnili, da se zduhec, torej tisto, kar je zmeraj živo, kar je neumrljivo, ob smrti telesa preseli v nekaj drugega živega, v eno drugo telo, ne, se pravi ponovno rojstvo, ampak za naravoverce je bilo to drugo telo stvar osebne izbire. Se pravi, ko so otroke počasi uvajali v svoje verovanja, so jim na primer način počasi tudi začeli razlagati, da bo enkrat sicer prišlo do te prekinitve, ki pa ni konec, ampak da si pa on lahko sam izbere, kdo bo potem. In seveda na tak način smrt ni bila izvor strahu, ne, in tabu. In zanimivo je pa tudi povedno, da pri teh primerih, ki jih je Pavel Medvešček zbral,
da je velika večina pričevalcev, ki mu je bila pripravljena zaupati, kaj si želijo biti, potem ko več ne bodo, si izbrala živali in ne ljudi. Zanimivo. Zdaj, ko smo šla malo tako v bolj te mistične vode, na začetku nismo imenili, ampak ti si tudi pesnica. Da sem te že prosil, če lahko kako eno pesem izbereš, pa dajva za nek intermezzo, eno tvojo, avtorsko. Prav. Sem se odločila za eno tako, seveda navdihnjeno od mojega raziskovalnega dela. Naslov je Očim naš. Nadzavest, ki si v vsem, vseeno bodi tvoje ime. Pridi k nam v tvojo basen, zgodi se tvoj avtizem, kakor v vesolju, tako v atomu. Daj nam danes našo vsakdanjo omamo in odpusti nam naš egoizem, kakor tudi mi odpuščamo svojim vladarjem. In ne sili nas na Mars, temveč reši nas iskanja smisla. Toliko. Hvala za tole. Zelo povedno se mi zdi. Midva pa morava še, preden dava besedo še sogovornikom na oni strani odra, mogoče še vsaj enega pojma se dotakniva Nikrmane. To je za naravoverce pomembna, težko bi rekel pojem, ne? Kaj pravzaprav je Nikrmana? Kako bi jo... Nikrmana je naravoversko edino boštvo. Edina manifestacija koncepta božanskega, četudi se ne materializira v neko določeno obliko. Zato, ker so jo naravoverci videli kot oblak, kot žival, kot deročo vodo, kot veter so jo začutili, tako da nikoli Pavlu ni bila predstavljena kot neka antropomorfna oblika. Čeprav mi je pa pokazal en kamen, za katerega je pa en njegov pričevalec trdil, da to pa je upodobitev Nikrmane. Kamen je bil take zelo lepe zlato-rumenkaste barve, popolnoma abstraktne oblike, ampak tako prva asociacija ob tej obliki pa je vendarle bila pieta. In Nikrmano so vsi Pavlovi pričevalci zmeraj naslavljali kot ženskega spola. Tako da se zame potem v mojem razmišljanju o povezavah med krščanstvom in naravoverstvom znašla na drugi strani kot antipod krščanskega boga očeta, s tem, da Nikrmana ni jezna, maščevalna, kruta, muhasta, ampak je materinska, je zaščitniška, pričakuje samo, da bodo naravoverci ali pa tisti, ki vanjo verjamejo, spoštovali naravo in jih bo Nikrmana varovala. Zelo malo potrditev je, da bi Nikrmana lahko bila ekvivalent velike matere, čeprav se tudi najdejo. Velika mati je, Magna Mater, je
antična rimska boginja, uvožena iz Anatolije v poznem času rimskega imperija. In njen kult je izpričan tudi v zahodni Sloveniji, tako da ni povsem nemogoče, da bi to omenjanje velike matere lahko celo bil nek res daljn odmev spomina na tako oddaljeno obdobje, ker kolektivni spomin je fascinantno dolg, res. In seže tudi samo skozi ustno izročilo zelo daleč nazaj lahko. In z Nickermanno sem se res veliko ukvarjala, zato ker je takšna uganka v nobenih virih religioloških študij ni te besede ali pa vsaj nekaj približka te besede, ki bi se jo torej kakorkoli dalo povezati potem še kulturno z tem našim prostorom. In seveda takoj najprej pomislimo na slovanski panteon, potem je tukaj torej še starorimski panteon, pa keltski panteon, ampak nikjer nisem bila zadovoljna z nekimi takimi zelo neprepričljivimi paralelami, ki bi jih morebiti se našlo. In razmišljala sem veliko o tej besedi tudi iz etimološkega vidika. Naravoverci, ker so bili tako izolirani, so seveda na koncu koncev se pojavile tudi kakšne razlike v njihovih razlagah, njihovih verovanj in kulture, tako da so Nickermanni nekateri rekli tudi Neckermanna ali pa Nejkermanna. Skratka, zelo dolgo nisem prišla nikamor naprej v tem razmisleku in prosila sem za pomoč več etimologov, pa nekako tudi nisem te pomoči bila deležna. Potem pa sem postavila eno tezo, ki seveda še čaka neko določnejšo potrditev, ampak se mi zdi privlačna, zato ker je tako zelo skladna z Ockhamovo britvijo tiste najpreprostejše razlage za neko kompleksno uganko. V grščini lahko izpeljemo to besedno zvezo, če jo razdelimo na dve besedi, Nickermanno tudi kot črna mati. In to me je potem nagnilo, da sem se začela ukvarjati z fenomenom črnih madon, ki so vse prisotne v Evropi, kakšnih 500 jih je razpršenih po vsej Evropi. In to so Marije, torej v cerkvah posvečenih Marijam, ki imajo temno polt, roke, obraz, pa tudi Jezušček je temnopolt. In znanstvene razlage, zakaj so takšne, grejo od tega, da je les potemnel do, ne vem, takih zelo raznolikih. Medtem ko en del, še zlasti feministične literature, pa razlaga te črne madone precej prepričljivo kot en izraz upora tistih pokristjanjenih populacij, ki, bom tako preprosto rekla, ki jih krščanstvo ni osrečilo. In ki so trpele zaradi prehudega patriarhata znotraj krščanstva, ker vemo, Marija je bila sicer vzeta v nebo, nikoli pa ni imela statusa boginje, tako kot oče in sin. Tam v tistem Sveti Trojici jo nadomesti nekaj zelo abstraktnega, ki je Sveti Duh, se pravi, ženska ne more tam gor, ne pride do tja. In te črne madone, pravijo zlasti italijanske feministične znanstvenice, so torej odraz tega upora temu zapostavljanju žensk. In kult črnih madon časovno tudi sovpada z razširitvijo krščanstva na zelo revne populacije proti koncu obdobja antičnega rimskega imperija, se pravi tam 5. stoletje. In zelo stara, najverjetneje 8. stoletje, zelo znana in tudi za Slovence zelo pomembna romarska Marija je črna madona v Čedadu,
ki je sam na drugi strani meje od Posočja. In Čedat oziroma Čevidale je bilo religiozno in administrativno in kulturno središče za vso to regijo, ne glede na državno mejo, ki jo danes seka, tudi za slovensko govoreče prebivalstvo v tem prostoru. Tako da glede na skoraj neizpodbitnost dejstva, glede na to, koliko argumentov imam za to, da sta naravoverstvo in krščanstvo v enem takem odnosu, ki se mu reče schizmogeneza. Se pravi, dve kulturi, ki sta sosednji, ki sta v neposrednem kontaktu, razvijata vsaka svojo specifično identiteto v nasprotnosti od druge. Ne? Zato, ker so naravoverci v bistvu v svojem verovanju imeli zelo veliko elementov, ki so kot krščanski, ampak so antikrščanski ali pa so drugačni. Se pravi, imamo žensko boginjo, moškega boga, potem imamo množična romanja pri kristjanih, individualna romanja pri naravovercih, imamo neko obliko krsta na obeh straneh. Skratka, zelo veliko je teh elementov, ki se kažejo kot neko zrcaljenje, kjer je potem seveda silno težko reči, kdo je zdaj bil prej in kdo je koga posnemal. Ne? Ampak Nickermanna je morebiti ta črna mati, ta mati, ki je za Slovence očitno en ključen del krščanske vere, zato ker smo Slovenci Mariji narod. In je pogostost cerkva posvečenih Mariji v slovenskem prostoru absolutno izredna, glede na recimo sosednje prostore. Tako da imamo tole črno Madono v Čedadu in tudi še nekaj drugih romarskih središč v Avstriji in v Italiji, pa tudi v Sloveniji, kjer ta element te črne matere stopa v ospredje. Tako da za zdaj, to so vmesni rezultati, bi morebiti to lahko bil en poskus odgovora, kaj je Nickermanna. Zato sem bil tako zelo v dvomih. Jaz, naprimer, pač gledam na svojo predzgodovino, je bi zelo težko imenoval boginja, ker dejansko to ni. Mislim, bogove pa boginje smo postavili že z neko zelo filozofsko jasno, že naprimer sloviti Tomaš Akvinski, ko dela tiste zaključek, ga narediti s tako hitrico, najprej tiste alineje, kaj naj bi bilo to neko najvišje, bla, 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 potem pa tako na hitro zaključiti, to pa vsi imenujejo Bog, amen, Ker dejansko, mislim, amen, v tem smislu, da največji izmed teologov, za nekatere, dejansko ni bil tako določen in tako dogmatski in tako zaprmej, zabetoniran, če rečemo po domače, kot smo mi danes vajeni skoraj da. In mogoče tukaj, ravno tukaj nadaljujeva, da to, kar je bila nek verovanski korpus, neke zapovedi, oziroma kako se je naravoverstvo razlikovalo od skupnosti do skupnosti, ni bilo poenoteno. Mogoče bi o tem še malo, ker je mogoče zanimivo, mi smo zdaj vajeni tega rimskega pristopa, vse je vodeno iz neke centrale in vse mora biti pošlihtano. Kako lahko potem neka religija kljub temu deluje? Naravoverci bi rekli, zato ker je edina prava. Ampak midva kot znanstvenika pa seveda lahko ugotavljava tudi to, da so neke razlike v odsotnosti pisnih virov, ki predstavljajo pol nek kanon, ki tako mora biti nič drugače, in ki je bil za krščanstvo sestavljen. Recimo 200 let po Kristusu smo imeli evangelije in je bila to tista zgodba, ki se je krščanstvo držalo, medtem ko so naravoverci prenašali torej ta svoje verovanja zgolj z ustnim izročilom, zaradi česar se hitro spostavi lahko neka heterogenost. In po drugi strani so pa seveda navezovali svoje razumevanje naravoverstva tudi na svojo osebno izkušnjo narave.
Zato, ker ja, Nikrmana se zdi nek abstrakten koncept, ampak je vendarle izhajala in je bila na nek način vendarle istovetna z naravo, z to materjo, ki je naravovercem sveta. In tukaj se mi zdi recimo zanimivo, spet se vračam k jeziku, ker jezik je neizmerna zakladnica znanja, tako kot smo ga zgradili, ne? Ni samo sredstvo komunikacije, je naša kulturna matrica, skozi jezik govori naš svet, kako mi vidimo svet. Ne? Svet. Slovenščina je eden zelo redkih jezikov, iz korena svet, prihaja beseda za svet, torej ne, za vse, kar poznamo, za sveto, torej tisto, kar ni profano, kar je transcendentno, kar je dvignjeno, pa še zemlja je tudi svet. Ne. Tako da, ko o tem govorim, moram zmeraj omeniti enega izmed mojih pričevalcev, kateremu me je poslal Pavel Medvešček, ki sem ga vprašala, kaj je zanj sveto. Prav v kontekstu takega pogovora, kot si ga zdaj načel, Nacel. In je stopil na prag svoje 600 let stare kmetije, ko je njegova družina 600 let jo držala. In je odprl vrata in je takole zamahnil dol po že visoko gor v Triglavskem narodnem parku, tako da razgled je res prekrasen in je tudi kmetija zelo velika. In je rekel, svet je svet. Zemlja je sveta, svet je svet v smislu narave in vse to je sveto. Ni nekaj, kar bi bilo brez te svetosti, ki mu daje pomen in ki nam narekuje določeno vedenje. In to je tisto, kar je po moje naš res tragičen problem v zvezi z našim odnosom do narave danes, da smo odsvetili naravo. In jaz sem jo vsaj zase s tem, ko sem se preselila v Posočje, znova posvetila, zato ker tako kot jaz živim za naravo, je ne morem ne spoštovati in se je ne bati. Ker mi je veliko bliže in je veliko strašnejša, kot vam tukaj, ko recimo, kadar se zelo hudo vlije, pač odprete dežnik, pa greste ven, ne, po svojih opravkih, jaz pa zunaj same sebe kričati ne slišim, tako buči voda v Soteski, ko so hudourniki tako polni, da jih sem čakam, kdaj bodo prišli do hiše. In tako da ta svetost narave je nekaj, kar so naravoverci absolutno razumeli in nikakor niso bili proti napredku, samo proti tistemu napredku, ki škodi naravi, žal pa večina našega pojmovanja napredka škodi naravi. Je tako perfektno, ne, ta naš svet, ker se tudi, ker prihajam z kmetije na Pohorju, ne, to je naš svet, ne, so rekli, to je tisto meje naše kmetije, ki se sovpada z unim svetom, ne, iz ekološkega vidika perfektno. Ne. Ja. In še naš, ne, če že govoriva o naši veri in naših. Zdaj, zato, kar jaz raziskujem, je v bistvu v javnosti uveljavljeno poimenovanje staroverstvo. Ampak jaz se temu izrazu izogibam, zato ker si Pavlovi sogovorniki niso tako rekli. Goriški muzej, ki je res hvalevredno prvi postavil Pavlovo zbirko naravoverskih predmetov in nekako pripravil slovensko javnost na izdajo knjige Iz nevidne strani neba, je po Pavlovih besedah začel, torej odgovorni zaposleni v muzeju so nekako začeli uporabljati to besedo, ki je potem seveda tudi se pritaknila v zapis Iz nevidne strani neba, ampak Pavel mi je večkrat zatrdil, pa tudi jaz sem šla pol štet v Iz nevidne strani neba, kako pogosto se poimenovanja pojavljajo. Naravoverci tudi so komaj kdaj rekli naravoverci. In samo tu in tam je kačarji še kar pogosto v redu, imeli so še kakšna taka res lokalna poimenovanja, ampak večinoma so si rekli naši. Mi
in oni drugi, druga vera, tuja vera, za razliko od naše vere. In odločila sem se, da tudi tega izraza jaz ne bom uporabljala, zato ker vnaša preveliko zmedo, da ne govorimo o tem, kako je zlorabljen v našem strankarskem komunikacijskem prostoru, kdo je naš, kdo ni naš. Ne? Ampak tako so zamejili, ne, te imaginarne meje svoje skupnosti. Mi smo skupnost, ki je zmeraj pomembnejša od posameznika. Ne. Tudi tu je individualizem, ki nam ga že zdaj tako dolgo in tako učinkovito vsiljuje kapitalizem, napravil velikanski razkorak v mentaliteti med naravoverstvom in recimo nami danes. Ne. Tako da naš svet, naša vera. Ker smo mi tukaj vsi naši, vabim vas še, da še vi, Cirili, kako istočnico postavite, zastavite kako vprašanje. Prosim. Pa če je glas dovolj močan, niti vstati ni treba. Prosim. Samo da pojasnim, kaj je Brtin. Vi seveda že veste. Brtin je eden izmed simbolov naravoverstva. To je približno tako dolga palica iz nagnojevega lesa, torej iz lesa, ki je tako rekoč neuničljiv. In ta palica ima v sebi tročan. Zato, ker je na okroglinah na obeh robovih sta vrisana trikotnika in skrajne točke teh trikotnikov so potem po dolžini palice povezane, torej so vrezane v les. In Brtin se je uporabljal za zdravljenje, tako ljudi kot tudi živali. Brtin se je uporabljal za priseganje. Brtin je bil last posamezne naravoverske kmetije. Mene je precej zanimalo, kako se je ta last nekako prenašala v generacijah. In tam, kjer je gospodar umrl brez naslednika, je bilo treba Brtin uničiti. In če je k hiši prišel zet, recimo, zato ker ni bilo sinu, ki bi nasledil kmetijo, ampak je bila to hči, je ta zet si dal izdelati oziroma je dobil nov Brtin. In Brtine, tako kot ste rekli, je imela včasih zagotovo vsaka kmetija. Pavel Medvešček je recimo nam ohranil eno zanimivo pričevanje o tem, kako je v času turških vpadov bilo treba prebivalcem Tolminskega bežati tako na hitro, da so še Brtine pustili za seboj in da so potem dali nekomu v njihovi skupnosti, ki je izdeloval Brtine in jih na poseben način s posebnimi obredi posvečal, so mu torej naročili, da so se hiše spet opremile z Brtini. Pavel Medvešček je zame in zanj dal izdelati repliko Brtina. Nikoli vse toliko, kolikor je on meni smel povedati, ni dobil pravega naravoverskega Brtina. Janez Strgar mu ga je želel podariti, pa potem do tega ni prišlo. In jaz sem seveda poizvedovala za Brtini in bom tudi še naprej. Tisto, kjer mogoče nisem tako zelo optimistična, da bi ga kar zlahka lahko dobila, je ravno to dejstvo, da so Brtin uničili, če ni bilo nikogar, ki bi ga nasledil. Ampak to pa seveda ne pomeni, da Brtini ne bi bili. In to ne replike, ne? Ker recimo tudi Oskar Kogoj za kar lepo vsoto prodaja take umetniške palice Brtine. In zanimivo, kristjani so tudi imeli take palice, samo so jim rekli palice svetega Antona. Tako da nam to kaže že spet na to prepletenost krščanstva in naravoverstva in seveda dejstvo,
da takrat, ko je prišlo do drugega procesa pokristjanjevanja, ne, z frankovsko kolonizacijo zahodne Slovenije, torej 9. stoletje, takrat so se seveda naravoverci, če recimo predpostavljamo, da so Franki z tem procesom pokristjanjevanja naleteli na večinsko naravoversko družbo. Na vse zadnje, samo mimogrede, še sredi 14. stoletja je bilo treba poslati križarski pohod iz Čedada na Kobarid, ker so v Kobaridu očitno še vsi prebivalci častili Sveti Studenec in Sveto drevo. Ampak skratka, takrat, ko je bilo treba, ko je nastopil res ta prelomni trenutek za skupnost, tako so tudi Pavlu povedali, se je tudi marsikdo odločil, da bo pač prestopil, zato ker Franki se niso šalili, krst ali smrt. In marsikdo je pač si rekel, da bo bolje, da sledi, ne, če želi ohraniti imetje in življenje. Druga možnost, ki so jo naravoverci imeli, je bila tudi, da bi se pač izselili, da bi odšli nekam dovolj daleč, kjer bi našli še neko zavetje pred tem kolonizacijskim pritiskom. Ampak nazadnje, tako je bilo Pavlu razloženo, nazadnje so se dehnarji in pod njihovim vplivom pa tudi potem pripadniki skupnosti večinoma odločili, da bodo ostali, to pa zaradi tega, ker je naravoverstvo narava kultura. Zato, ker jim noben ne bo znal povedati, če grejo v Nemčijo, tako kot so šli naši protestanti, katere svete vrhove in podzemne jame in matjarje je tam Nikrmana že davno določila, da jih je treba častiti in zanje skrbeti. Tako da so potem se zavestno odločili, da bodo to, o čemer piše v župnijski kroniki, slabi kristjani, ne? Da bodo skrili svojo vero, to našo vero, za zidove svojih domov, med tiste redke skupnostne obrede, ki so jih ohranili in ki so se recimo tudi končali z obdobjem po prvi svetovni vojni. V mislih imam kresove ob solsticijih. Fašistična oblast je prepovedala kurjenje ognja v naravi in s tem so seveda tudi kresovi bili zatrti. Ampak to je bil res en tak pomemben trenutek, v katerem so se naravoverci odločili, da bodo poskusili preživeti v teh težkih okoliščinah in že s to odločitvijo so politična skupnost. Zato, ker to vrstno odločitev je eno značilno infrapolitično dejanje, kot rečemo politologi, se pravi politično delovanje, ki je nekako pod radarjem javne politike, zato ker javno ni mogoče in je pa vendarle na tak način bilo mogoče izraziti in ohraniti njihove interese. Prosim, še kakšno vprašanje? Res si želim, da bi bilo tako, kot praviš, po drugi strani pa tudi razumem tiste, ki so še v naši veri, v kontinuiteti, ne mislim tisti, ki so prebrali Medveškova gradiva, pa so se navdušili nad njimi, ne? Mislim na tiste, ki so njihovi stari starši jim to prenesli. Razumem pa te ljudi, da se nočejo izpostavljati, ker seveda ne bodo jih preganjali, fizično ogrožali, ampak vsa ta silna pozornost in vsa ta new agerska navdušenost je tudi nekaj, pred čemer si ljudje, po moje, želijo imeti mir. Tako da je nadaljevanje te diskretnosti, glede na to, kako smo se mi kot družba odzvali na razkritje naravoverstva, v bistvu kar razumljivo, ne? Tako, ne? In tukaj pa moje raziskovanje ni samo predmet zgodovine, ampak tudi stanja sodobnega sveta, zato ker je zelo zgovorno, veliko nam pove o tem, kakšni smo danes, kako smo sprejeli, kako smo absorbirali, kako smo predelali, kako smo poblagovili, skomercializirali, zbanalizirali, kot praviš, naravoverstvo, naredili iz njega trgovino, turizem. Skratka, to je pač
Po drugi strani ne želim, da to izveni negativno, ker naš svet je takšen, kot je, in to so načini, na katere bo naša vera pač zdaj preživela. In je preživela skozi moje raziskovalno delo in bo pač preživela skozi te oblike, ki bodo s časoma najbrž tudi pokazali svojo izvotljenost in odtujenost do te mere, da nas bodo nekaj naučile. Ne? Tako da ja, zagotovo so ljudje, ki tega niso pozabili, krasno, da so tudi mladi ljudje, ki tvorijo tamkajšnjo lokalno dediščinsko skupnost. Midva s Pavlom, pa še en mladenič iz Tolminskega, smo ustanovili društvo za raziskovanje naravoverstva in smo želeli pomagati lokalni skupnosti, da bi se ozavestila, da bi znala skrbeti za to, kar je ostalo recimo v krajini od naravoverstva in tako naprej. Pa vam povem, da tega društva več ni, vse to, kar so naravoverci pustili za seboj, pa še zmeraj je. In lokalna dediščinska skupnost zna zelo dobro poskrbeti in ohraniti vse, kar je treba. Tako da je to bila še ena lekcija, ne, skozi raziskovanje, kako znamo pravzaprav včasih biti ošabni, misleč, da nekdo potrebuje pomoč, pa se niti zares ne poglobimo v to, ali to drži in kakšne vrste pomoč bi to lahko bila, zato ker namesto, da bi se pogovarjali z ljudmi, se pogovarjamo o ljudeh. Ne? Tako da veliko še ostaja za nadaljne raziskovalno delo, o tem ni dvoma. In naravoverstvo je zagotovo še živo, tako ali drugače, kakor je lahko danes. Prosim. Tako kot danes je tudi včasih bilo zdravje bistvenega pomena. Zdaj tu v Medvečevi knjigi okoli tega zelo malo govori, ne? Kako so ti staroverci imeli zdravje organizirano? Jaz vztrajam, da lahko govorimo pri tej skupnosti o zdravstvenem sistemu. Zato, ker je bilo za zdravje skupnosti sistematično poskrbljeno, četudi seveda na drugačen način, kot je to značilno za našo družbo. Prva velika razlika, zdravilci v naravoverski skupnosti so zdravili tako ljudi kot živali, mogoče tudi drevesa. Druga razlika, zdravilci so prišli na dom, kar je seveda razumljivo, glede na razdalje med kmetijami, pa tudi težkost bolezni, kadar je izbruhnila. In dehnarji so bili tisti, ki so zmeraj vedeli, kje se nahaja posamezni zdravilec, in če je prišel kdo dehnarju povedati, da je potrebna zdravilska pomoč, je dehnar vedel, kam je treba poslati tistega hitrega fanta, da je tekel, ne, po zdravilca. In zdravilci in zdravilke so seveda zdravili z naravo. Zdravili so z zdravilnimi rastlinami, lišaji, gobami, kamni, vodo, ognjem. In zelo pomembna, še ena zelo pomembna razlika, glede na to, kako mi koncipiramo javno zdravje, od zdravilcev se ni samoumevno pričakovalo, da če je nekdo zbolel in ga zdravilec zdravi, da ta bolnik mora ozdraveti, zato ker je o tem odločila Nikrmana. In zdravilci so dali vse in zdravilke so dali vse od sebe, ampak če je prišel čas za tistega bolnika ali bolnico, da se mu izteče to življenje, je bilo pač to treba sprejeti. Tako da je za javno zdravje znotraj skupnosti pravzaprav bilo glede na okoliščine zelo učinkovito poskrbljeno, in to je bila tudi edina možnost, zato ker
uradne zgodovine, ne samo tega dela Slovenije, ampak slovensko govorečega ozemlja, kažejo, da zares neka zdravstvena mreža in dostopnost do zdravnikov se vzpostavi v bistvu šele po drugi svetovni vojni. Tako da imajo res vsi ljudje dostop, ne, do zdravljenja. Predtem pa so se ljudje zanašali predvsem ne, na svoje zdravilsko znanje in tradicije pri posamezni hiši in na te zdravilce. In spet citiram iz župnijskih kronik, ko so bile kakšne epidemije, ki so seveda razsajale, kolera, gripa in tako naprej, pa župnik zapiše, pa to ljudstvo pa ne zaupa zdravnikom, pa raje kar neke zdravilce kličejo. In je tukaj že spet en odsev tega, kar je bilo pa Pavlu Medveščku veliko bolj podrobno razloženo kot skrb za zdravje znotraj skupnosti. In še ena zelo pomembna razlika. Naša medicina v večini skozi šolanje, ki je še zmeraj pač tako zastavljeno, medicinski študij, v bistvu človekovo telo dojema kot stroj, ki ga se razstavi na razstavne dele in se potem šraufa, posamezne dele, medtem ko je že zelo ostra ločnica med psiho in telesom. In kaj šele, da bi jemali ta stroj zdaj kot neko izjemno kompleksno celoto. In naravoverci so veliko pozornosti polagali tudi na psihično zdravje in se mu posvečali in na samo zdravljenje. Imeli so recimo en zelo zanimiv obred, ali pa ne obred, navado, ki so rekli samoč. In samoč je bila v bistvu ena taka avtomasaža. Se pravi, vsaj enkrat na mesec, so Pavlu rekli, se je bilo treba do golega sleči in je bilo treba res vse telo pošteno zdrgniti, kar so imeli pri roki kozje maslo, recimo, tako da so si omogočili eno tako res učinkovito, vse telesno prekrvavitev, boljše počutje. In ko sva se o tem pogovarjala s Pavlom, sem ga nadlegovala, pa a mi lahko opišeš, kako se je to človek sam masiral, ne? A mi lahko pokažeš mogoče na svoje roke in to. Nič posebnega. Tisto, kar je bilo bistveno, je, da si pa res pregnetu čisto vse telo, tudi spolovila. Zato, ker za naravoverce to ni bil sram. V slovenščini imamo ta izraz, sram za spolovilo. Oni so rekli natura. Natura je to. Zato, ker je to nekaj povsem naravnega in del telesa, tako kot vsi ostali deli. Tako da zdravje. Ali ste v okviru tega raziskovanja kdaj naleteli na situacijo oziroma kje je opisano, da so v bistvu zdravili s placebo? To pomeni, ko so odpovedali, rečemo temu, ložce take in drugačne od te tehte, takrat so potem prižigali, ne vem, kozjo brado ali pa petelinje pero ali skratka nekaj takega. Bilo to kje? Ne spomnim se. Zato, ker tako kot sem jaz razumela te opise zdravljenja, ki sem jih prebrala, ampak to se malo nanaša na to, kar sprašujete, je bilo zelo pomembno, da sta tako zdravilec kot zdravljeni verjela, da bo zdravljenje pomagalo. Kar iz zdravljenja, iz te terapije v bistvu dela neke vrste obred. In ta obrednost, ta posvečenost početja je bila za naravoverce do te mere pomembna, da recimo, če zdaj malo izstopim iz te domene zdravja, da Janez Strgar Pavlu ni hotel povedati primera priprošnje Nikrmani. Pavla je zanimalo, kako pa so naravoverci recimo Nikrmano prosili za nekaj.
ker je Janez Strgar rekel, molitev niso imeli, ampak lahko so pa naslovili prošnje na Nickermannu in jih je seveda tudi uslišala. In je bilo potem treba to prošnjo izreči in simbolizirati z lonom v posvečeni rečni strugi in ni bilo vseeno, ali si proti izviru, ali si proti izlivu povedal in tako naprej. In Janez Strgar je rekel, Pavlo, ne morem ti povedati pri prošnje, zato ker nimam nobenega razloga, da bi jo zdaj kaj prosil. Ker to ni zdaj turizem. Mora biti neka realna, resnična situacija, v kateri je priprošnja potrebna in takrat bo tudi delovala. In Pavel mi je rekel, da razlog, zakaj ni bil prisoten pri veliki večini obredov, ki so mu jih opisali, je bil natanko ta, da bi nekdo, ki ni povsem ponotranjil vrednosti obreda in verjetja vanj, da bi lahko ta obred pokvaril, zato ker njegova energija ne bi prispevala k moči besede in obreda. Tako da je sicer potem vendarle izvedel od Janeza Strgarja in tak odstavčič take priprošnje, ki je izjemno zanimiv tudi zaradi arhaičnosti jezika, v katerem je bil povedan in zapisan, ampak skratka ta moč besede in moč dejanja je nekaj, kar nas tudi v našem bivanju zelo, zelo ločuje od naravoverske mentalitete. Tako, zdaj bi pa, če je še kako zelo nujno vprašanje. Izvolite. Saša. Ne glede brez zamere na to napisano knjigo, tudi brez zamere Medvečko, da je napisal. Kaj pričakuješ zdaj, da se mi obnašamo v naših? Kako se ne mi, to je naši, obnašamo v naših? Oni se ne bi želeli, da bi tudi Medvečka so ne rekel, da je Strgar ga mati ne nagnal, da ga ne več nadlegoval. Za te vprašanje je to seveda niso želeli, to, kar tako praviš, se turistično razkazovati, razglabla potem in ne nazadnje tudi zdaj, če je bil Strgar Dehnar ali ni bil, to ne vemo, če se kakovost ve. Jaz niti ne vem, če se bi oni kot naši zdaj želeli pravzaprav združiti ponovno in se to v bistvu tisto njihovo pravo versko. Kaj pričakuješ, kako ne zdaj mi naši gledamo na njih naše? Ali ne vemo s religijo, turizem, ali ne se zdaj gremo razlačati, ali ne iščemo te neke korenine, ali prepoznavamo zdaj naše, vaše in tako naprej. Mislim, da tako kot je vsak naravoverec in zagotovo tudi naravoverka imel svoj neposreden stik z tem transcendentnim v naravoverstvu, tako bo tudi vsak izmed nas, če bo hotel, našel svoj način, kako se bo odzval na to, kako se bo povezal s tem. Jaz mislim, da tukaj ravno zaradi tega, kako so naravoverci sploh dojemali in živeli svet, ne more biti nekega napotka ali pravila. Jaz samo opazujem, kako se ljudje danes odzivajo in kot rečeno, se iz tega učim, v kakšnem svetu živimo. Zase si ne znam več predstavljati, da bi lahko bila tisti človek, ki sem bila preden, sem se seznanila z naravoverstvom, tako da ne te poti nazaj zagotovo zame več ni in morda tudi še za marsikoga, ki je nič hudega sluteč odprl iz nevidne strani neba in tako kot jaz po nekaj straneh rekel, kaj? Tako da tisto, kar nam sporočajo skozi čas in bi moralo biti vseeno dovolj zlahka razumljivo, čeprav smo mi zdaj tako zelo drugačni v marsičem, je po moje, da se moramo nehati obnašati, kot da
je naša vrsta tista, ki kontrolira vse ostale in ki lahko povzroči konec tega planeta ali ekosistema. Naše ravnanje z naravo bo povzročilo samo konec naše vrste. Narava bo, tako kot je od dinozavrov naprej, zmeraj našla način, kako se bo perpetuirala skozi drugačne kombinacije življenja. In ta aroganca, ta ošabnost se mi zdi eden izmed elementov, ki je najbolj nasproten, najbolj drugačen od tega, kako so naravoverci videli svet in same sebe. In nam ponujajo ogromno sporočil o tem, kako lahko ena skupnost preživi v organizacijskem političnem smislu, o tem, kako kaže zagotoviti svoje preživetje z naravnimi viri, ki jih imamo, o tem, kako zelo smo soodvisni in povezani čez vrste in o tem, kako je smrt popolnoma naravno nadaljevanje življenja in bi morali v bistvu imeti eno in isto besedo, življenje, smrt, ne pa da sta to dve in še. Ampak na vsakem izmed nas je, ali bo to sploh prebral, ali si bo to, kot rečemo, k srcu vzel, ali bo to neka moda in muha enodnevnica, ki bo šla mimo, pa bo jutri spet nekaj drugega, ali pa bo to začetek konca za tak način življenja in odnos do narave, ki ga imamo. Jaz lahko samo zase naredim tisto čisto najbolj malo več kot nič. In se nadejam, da bojo še drugi in da jih bo dovolj, da bo to štelo. Vsak na svoj način. Zato tudi niti najmanj ne kritiziram ali se ne zoperstavljam drugim interpretacijam naravoverstva, ki so danes v javnosti. Vse skupaj so nek nabor znanja, ki ima neko vrednost. Ampak moja izobrazba je pač znanstvena in se jaz potem s tem ukvarjam iz tega vidika, drugi ljudje pa se iz tistih, iz katerih se lahko. Tako da, daj se ti še iz tvojega, Sašo. Super, najlepša hvala. Mislim, da smo res vsi naši tukaj, ker ste odlično nadaljevali tam, ker sem jaz končal s vprašanji, bila so pa podobna na vrsti. In tudi zaključili smo tako, kot smo predvideli. Cirila, najlepša hvala, da si vzela čas, da si prišla nazaj v svoj, naš Maribor. Tam le vidim še predstavnico knjižnice, če prihaja z zahvalnim. Ja, lepa hvala. Ja, pa seveda, hvala lepa. Hvala lepa, res. Hvala. Hvala. Kaj si pa ti dobil? Super. Takole, Hvala. hvala vsem za obisk. Gašper je že prej omenil, da se dajo danes dobiti ali naročiti knjige po malo ugodnejši ceni, tako da oglasite se pri njem. Seveda ste povabljeni, da ostanete še tukaj, se še malo možgančkamo ob vsem izrečenem, potem pa mogoče domov na kako samoč. Lep večer. Hvala, Nace. Hvala lepa. Hvala.